Lep pozdrav. Zelo veliko me sprašujete od manjka encimov in od hipoksije. Problem je v tem, da nas je medicina učila neke stvari zelo po svoje. Predvsem nas je učila, da oni imajo aparate in teste za vse zadeve zmert. V resnici pa ni tako. Medicina je zelo, zelo razvita na področju kirurgije, a ne. Moram reči, da so res dobri mehaniki, znajo super stvari operirati. Tudi so zelo dobri v lajšanju nekih bolečin in podobnih zadevah. Vendar na področju kroničnih bolezni so pa stvari zelo na še neki osnovni ravni, bi rekla, niso prav na neki zavidljivi ravni. Tudi če neke bolezni poznajo, jih zelo težko diagnosticirajo ali pa so kriteriji tako zelo, zelo visoki, ne, ali pa zelo nizki, bom rekla. In če ste vi nekje vmes, vam bojo rekli, da je z vami vse v redu, tudi če z vami ni vse v redu na tistem področju, ker so testi in diagnostika tako zelo na nezavidljivi ravni, bom rekla, oziroma so zelo pri osnovnih stvarih. Moramo pa vedeti, da pri nas zanesljivo ne gre za nobeno od nekih zelo pogostih zadev. Pogoste zadeve, če bi jih vi imeli, bi vam jih že najdli, ne? Vi pa nimate pogoste zadeve. V Sloveniji je, ne vem, uradno priznanih, ne vem, 120.000 bolnikov z redkimi boleznimi, a ne. To je samo tisto, kar je priznano. Koliko je pa takih, ki nimajo diagnoze, se pravi, vi morate v vsakem primeru povedati, da vi imate neko stvar, ki ni pogosta. Da morajo iskati med bolj redkimi stanji, bolj specialne preiskave narediti, da sigurno ne bo dovolj, če naredijo osnovne. In tudi, če naredijo nekatere malo bolj specifične, na primer pri revmatologu, ni rečeno, da vam kaj pokažejo, zato ker so tako nezanesljiva ta testiranja. Sploh za kakšne bolj redke stvari, za vaskulitise, za miozitise, tudi za lupusa, ne, ali pa celo za kakšne vezivno-tkivne, kot je marfan in tako naprej. Ni rečeno, da diagnostika genska to pokaže, ker je medicina še ni na tej stopni. Potem me pa vi sprašujete, ja sej, sigurno bi pomagali, če jaz migam, ne, pa da poženem kri po telesu, bi bolj bilo. Več kisika v tkivih. Ja, pa ne, a ne. Ja, če bi bili vi zdravi. Ne, če imate vi vnete kapilare. Če imate vnete kapilare, ne pride čez ne levkocit, ne kisik tako, kot je treba, ne hranila, niti ne hormoni, niti nič drugega. Tako da problem je v vnetih, v kapilarah, ki niso nikjer priznana. Pa me pa sprašujete, kje pa naj dobim te teste, a ne, zato zelo, zelo, zelo težko je dobiti prave teste, oziroma skoraj nobeni testi to ne pokažejo, preden nimate nekih zelo, zelo hudih okvar že na telesu in predvsem tudi na organih, pa še potem jih ne povezujejo. Vsako stvar reče, to je ena bolezen, to je druga, to je tretja, četrta, ne povežejo, da gre za eno samo bolezen, a ne. In tudi, ko rečete za encimski manko, na katere teste ne grem, encimski manko so intolerance. Ampak, če boste šli vi na običajne teste intoleranc, vam bojo IgG-je zmerili. Ne. A imate vi, če imate, ne vem, glutensko intoleranco, preveč že poškodbe na tkivu, zato ker imate preveč glutena, ker se vam ne presnavlja, ali pa če imate fruktozno intoleranco ali pa kakšno drugo, če imate sladkor nerazgrajen. A ne? Za vsako stvar bi vam mogli, če imate vi višek nečesa, višek B vitamina, bi moglo biti vsakmu jasno, da je nekaj narobe, se ta B vitamin ne presnavlja iz nekih razlogov, a ne. Tako da vsako stvar posebej bi vam mogli preveriti tiste stvari, ki vi opažate, da jih ne prenašate. Zaradi tega morate vi sami sebe zelo dobro opazovati in zelo dosti se tudi izobraževati. Zdaj, da ne bom predolga, bom jaz raje delala več manjših videov. Mogoče mi od spodaj kakšna vprašanja postavite, pa bom jaz naredila videe, ki so na tisto vašo temo vezani. Majčkeno bolj mogoče natančen, še zmeraj na kratko, ampak samo eno temo. Lepo bodite.